Poleg pljučne in infekcijske klinike za obolele s COVID-19 tako konec tedna odpirajo še staro interno bolnišnico. Tam bodo zagotovili dodatnih 30 postelj, ki so bile na voljo že v spomladanskem valu epidemije, a jih ni bilo treba uporabiti, pojasnjuje direktorica bolnišnice. Je pa res, da je ta stavba bila seveda veliko bolje opremljena, smo pa tudi v stari interni zdaj primerno uredili prostore, jih tudi opremili s potrebnim kisikom, monitorji. Opreme, ventilatorjev in prostora imajo torej ta hip dovolj. Skrb vzbujajoče pa je število okuženih med zaposlenimi, tako med zdravniki kot medicinskimi sestrami. Doslej so okužbe obvladovali. Ja, res je, mi smo bili kot neka oaza med temi bolnišnicami, žal bili. Tudi pri nas število obolelih oziroma okuženih zaposlenih narašča. Danes jih imamo, na današnji dan jih imamo že 30 in 20 v karanteni. To je že kar lepa številka. Stanje ta hip kadrovsko še obvladujejo, saj v delo vključujejo specializante in nekaj študentov višjega letnika zdravstvene fakultete. Sočasno s povečevanjem prostorskih zmogljivosti za COVID bolnike v bolnišnici že zmanjšujejo nenujne preglede in posege, torej sprejemajo zgolj paciente s stopnjo napotitve pod nujno in zelo hitro. Vse druge bolnike, ki jim bo termin odpovedan, bodo o novem datumu obvestili v najkrajšem možnem času, dodaja Kramer Zupanova. Nujne so vse urgentne stvari, vse onkološki bolniki, otroci, nosečnice, novorojenčki in seveda tudi nujno hospitalizirani bolniki. Ambulantne preglede in nenujne posege pod stopnjo redno torej prestavljajo. Epidemija je izjemno zahtevna, resna, tudi ta bolezen je resna, vendar ne smemo pozabiti še enkrat, da imamo zelo resno bolne, tudi ne COVID bolnike. In narobe bi bilo podrediti vse COVID na račun ne COVID. Zato je potrebno nenehno prilagajanje oziroma usklajevanje, kajti, kot je že pred časom poudaril strokovni direktor bolnišnice, ne morejo zaradi ene bolezni zriniti preostale na obrobje. Kar nas precej skrbi, je to, da je pojavnost raka v tem obdobju padla, kar pomeni, da ga nismo odkrili v takšni meri kot pred nastankom epidemije. To se lahko k nam vrne kot bumerang. V bolnišnici zato vnovič pozivajo vse, ki prihajajo k njim, k upoštevanju navodil. Ne zgolj nošnje mask, vzdrževanja varnostne razdalje in razkuževanja rok. Ključno je, da so obiskovalci in bolniki odkriti glede simptomov, ki so morebiten znak okužbe s koronavirusom. V največji možni meri je namreč treba preprečiti vdor virusa med zaposlene v zdravstvu. Le tako bomo zmogli preživeti jesensko-zimski čas tako, da bodo bolnišnice lahko še naprej zagotavljale pomoč bolnim.